Takole, čaka nas še zadnja naloga, ki je v bistvu zelo težka za mene, ker nimam ravnila in šestila. Se pravi, dan je trikotnik ABC s podatki temile. Treba je z ravnilom in šestilom konstruirati trikotnik ABC. Mi bomo naredili skico, vmes se bom še pa odločila, ali bomo poskusili tudi z raznoraznimi pripomočki, ki so mi tule na voljo. Se pravi, imamo trikotnik ABC, podatek imamo pa stranica A, stranica B in kod gama. Zdaj, kako bi konstruirali ta trikotnik? Najprej bi recimo stranico B in bi pri tem dobili točke A pa C. Potem bi odmerili kod gama iz oglišča C in pa tretjič stranico A in bi pri tem dobili še točko B in potem bi povezali. Tako. Pa poskusimo zdaj, če bi to zmogel tale naš. Tako. Tole bomo rabili, najprej bomo narisali stranico B. Stranico B. Zdaj, ker je takole malo poševno, jo bomo naredili poševno. Stranico B. Moramo narediti stranica B 7 centimetrov. Takole. Evo. Imamo 7 centimetrov verjetno, upam, da. Odmaknemo. Evo ga. Tole in zdaj odmerimo kod gama. Kod gama odmerimo, koliko pa je? 45 stopinj. Evo ga, dobimo 45 stopinj. Bomo dali malo poudarjeno točkico tule. Okej. Odmaknemo kotomer in zdaj povežemo naše oglišče s temle. Potem pa moramo še odmeriti, ne vem, koliko je bilo. To bi mogli s šestilom, a ne, samo zdaj v teh modernih časih bom jaz kar uporabila ravnilo. In sicer 5 centimetrov tule, a ne. Tule je ta črta, pa tule imamo, se pravi, točko A, tule smo imeli točko C. Zdaj moramo še pa povezati zdaj ti dve točki. Jaz upam, da se zabavate tule, kako se jaz mučim. Kako se mučim s temile. Tole bom še pa malo debelila. Takole. Evo. Tako, trikotnik bo končan, ko ga označimo. Evo, tako. Pa še kod gama, če je že glih bil podan. Zdaj pa treba izračunati stranico C. Z geometrije še nismo, geometrije še nismo kaj dosti delali, ampak nič ne bojte, to se boste tako vse spomnili. Pa tako ali tako že sami malo ponavljate, a ne. Izračunajte, se pravi, dolžino stranice C. Jaz bom najprej izpisala podatke. A je 5 centimetrov, B je 7 centimetrov, pa kod gama je 45 stopinj, ne, saj smo že enkrat to imeli. Tako, in zdaj, če pogledate, imamo trikotnik ABC. Tu je B, tu je A in tu je kod gama. To ni noben poseben trikotnik, ni pravokotni, ni raznostranični trikotnik in takega moramo tudi obravnavati. Kadar računamo karkoli v raznostraničnem trikotniku, imamo dva izreka. En je sinusni, en pa kosinusni.
Kosinusnega uporabljamo takrat, kadar imamo podane vse 3 stranice, pa iščemo kot, ali pa kadar imamo 2 stranice, pa kot in iščemo še zadnjo stranico, ne. Zdaj, kosinusni izrek je en tak malo razširjen Pitagorov. Na primer, c na kvadrat je a na kvadrat plus b na kvadrat. To bi bil Pitagorov, ampak ker ta ni pravokoten, ga moramo malo popraviti. Minus 2ab krat kot med stranicama AB, kar je v našem primeru kosinus gama, ne. To je kosinusni izrek. Sinusnega si poglejte. In zdaj v našem primeru moramo ravno stranico C izračunati, ne. To se nam je zdaj malo pozegnalo. Evo, c na kvadrat je 5 na kvadrat plus 7 na kvadrat minus 2 krat 5 krat 7 krat kosinus 45 stopinj. To damo zdaj v kalkulator, dobimo 25 plus 49 minus 70 krat kosinus 45 stopinj, 0,707, ne. Da preverimo še. Poglejte, če imate to, kar preverjate z mano na kalkulator, zato ker morate imeti v stopinjah kalkulator, ne. To je zelo pomembno. Zdaj, 25 plus 49 minus, zdaj pa 70 krat tole, ne. Jaz imam kar v trikotniku, kar v kalkulatorju že noter in to pride zdaj 49,50. Tako, se pravi, c na kvadrat je potem 25 plus 42 minus 49,5 je 17,5. Da dobimo c, moramo to koreniti. Koren 17,5 je pa 4,18 centimetrov, kar je kar v redu, a ne. Ni čez tole in je v redu. Dobro, to je zdaj druga. Bom jaz tule napisala, c je 4,18 centimetra. Tako, tole bom zbrisala, kar ne rabim več. Imam pa tak občutek, da bomo za tretjo še rabili kak podatek. Tako, se pravi, zdaj, trikotnik ABC je osnovna ploskev pokončne prizme z višino 10 centimetrov. Izračunajte površino in prostornino prizme. Se pravi, višina je pa še 10 centimetrov. Kako zdaj to izgleda? To je tristrana prizma. Na vrhu ima trikotnik tisti naš, pa spodaj ima naš trikotnik, ne. Tako, to je zdaj ta tristrana prizma. Tukaj gor je naš ta trikotnik, ko smo ga računali. In tukajle je naša višina, ne. Tu so pa zdaj A, B in C. Tako, zdaj, za prizmo, a ne, moramo površino pa prostornino. Pa dajmo najprej prostornino. Prostornina je ploščina osnovne ploskev krat višina. Osnovna ploskev v našem primeru je ta trikotnik, a ne. In ploščina osnovne ploskve je ploščina tega trikotnika. Ploščino trikotnika lahko po Heronovem obrazcu izračunamo. To je pa tisti koren S, S minus A, S minus B, S minus C, pri čemer je S polovičen obseg. To pomeni, da moramo sešteti A plus B plus C pa dati na pol. To je zdaj 5 plus 7 plus 4,18 je 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 , 16,18 ,
je 8,1 bom zaokrožila. In ploščina osnovne ploskve je zdaj 8,1 krat 8,1 minus 7 krat 8,1 minus, pardon, tukaj 5 pa 8,1 minus 4,18. Tako, tukajle sem zamešala a pa b, nič ni to narobe, ker tako ali tako vrstni red ni važen, ker je množenje. Se pravi, imamo zdaj 8,1 krat 1,1 krat 3,1 krat 3,92, vse skupaj je to zdaj 8,1. To je zdaj koren iz 108,3 približno, ne, 27 je prišlo. Se pravi, imamo zdaj koren iz tegale je pa 10,41 centimetre na kvadrat. Se pravi, to je zdaj osnovna ploskev. Zdaj pa lahko izračunamo tole. Tole, pa bom tule naprej. Volumen je potem 10,41 za osnovno ploskev krat 10. Volumen je 104,1 centimetre na 3. Malo smo zaokroževali, ampak mislim, da ne bo problema. Okej. Zdaj pa naslednja je pa površina. Površino bom pa tule. Zdaj površina prizme ima pa dve osnovni ploskvi plus plašč. Osnovno ploskev smo že izračunali, rabimo še plašč. S plašča je obseg krat višina. Obseg v našem primeru je a plus b plus c, se pravi 16,18 krat višina je 10. S plašča je potem 161,8 centimetrov na kvadrat. Površina je potem 2 krat osnovna ploskev, kjer je 10,41 plus 161,8. In to je, imamo 2 krat 10,41. Je to 182,6 centimetra na kvadrat. Tu pazite, ne, pri prostornini so kubične enote, pri površini so enote na kvadrat. Jaz upam, da se tule nismo kje zatipkali, ampak je pa čisto možno. Bomo zdaj pogledali še pa, kaj pravijo uradne rešitve. Se pravi, narisana in označena skica trikotnika, pa potem konstrukcija kota 45, mogli bi ga konstruirati. To si bomo še mogoče pogledali. Konstrukcija stranic A pa B smo, trikotnik s pravilno označenimi ogliščami ali stranicami tudi smo. Šli smo kosinusni izrek, to smo. Dobili smo rezultat, malo drugačen. No, potem pa ploščino so se oni znašli malo drugače, ampak tudi ni problema. Zdaj, ker smo tamle tole stranico malo narobe sem izračunala, se pravi, da je tudi ploščina šla malo mimo. Zdaj pa plašč je obseg krat višina, a ne. Plašč smo dobili in površino smo izračunali kot 2 krat osnovna ploskev krat plašč, smo dobili tole, pa formula za prostornino, se pravi osnovna ploskev krat višina in smo dobili prostornino. Se pravi, lahko bi uporabili tudi Heronov obrazec, a ne, kakorkoli
že želite. Zdaj, kaj od teh formul, če pogledamo, je bilo na tej maturi. Poglejmo tele formule, kaj bi si lahko pomagali, s katerimi. Pa mogla tule, ne. Se pravi, na maturi imamo zdaj katere formule. Imate, evo ga, saj bi pa imeli tole tudi, tako da bi lahko komot zračunali tudi po tejle formuli ploščino trikotnika. Mi smo pač tole vzeli, ker mi je prva padla na pamet. Potem kosinusni izrek je sicer napisan, ampak je prva stranica a na kvadrat. Pač vedeti morate, da so vse kombinacije teh pri kosinusnem izreku možne. Potem pa imate prizma, površino in prostornino tudi navedeno formulo. Potem smo, če se prav spomnim, smo tudi kvadratno funkcijo uporabili in formule za teme. To nam je prišlo prav. Potem za logaritem smo uporabili definicijo logaritma, to je tale formula, ne. Pa za zaporedje smo uporabili tole formulo, ne. Pa za povprečno vrednost smo uporabili tole formulo, tako da kar nekaj formul je na maturi. V bistvu smo uporabili tudi za kombinacije tole. Ampak morate jo vedeti, kdaj uporabiti, tako da tiste formule, ki smo se jih učili v šoli, mislim, da je dobro, da jih vseeno znate. Edine formule, ki ste jih lahko imeli na testih, so tele za adicijske izreke in za dvojne kote, ki pa so gor, a ne. Tudi dvojne lahko pogledate, ampak vedeti morate, da jo morate uporabiti. Tako da, če bi dali analizo te mature, bi rekla, da matura ni bila težka, ima pa vsaka naloga neke svoje specifike, tako da je treba iti pazljivo to maturo rešiti, a ne. Upam, da ste jo približno tako rešili, saj vidite, tudi jaz sem se zmotila ene parkrat. Tako da 70 točk je možnih, gotovo boste dobili ene 60, ker ste tako dobri, zdaj pa do 70 je dolga pot. Ampak nič hudega, a ne. Važno je, da znate glavnino in da znate dobro umestiti, ne, pa je lahko komot 5 še. Tako, okej. Dobro. To je to za maturo.